Lepo pozdravljam vse, ki ste se danes udeležili novinarske konference in hvala, ker ste tukaj z nami. Zdi se, da v Sloveniji vsi medijsko odmevni primeri na koncu zastarajo, vsi kriminalci na koncu pa so nedolžni. Denar očitno imajo, namenjajo ga za dobre odvetnike in potem se začne igra izčrpavanja. Ne dviguje se pošta, serijsko se vlagajo pritožbe, menjavajo se odvetniki ali pa celo tako resno zbolijo, da se na koncu ne morejo več udeleževati obravnav. Lahko pa igrajo košarko in se sončijo na jahti. In ljudje vse to gledajo in si mislijo, splača se v naši deželi biti baraba. Zadnji takšen primer je balkanski bojevnik, zadeva je dokončno zastarala februarja letos. Nekateri obtoženci so se dogovorili s tožilstvom, en obtoženec krivde ni priznal in je enostavno počakal na zastaranje zadeve. Očitno se je splačalo, danes je nedolžen in bo verjetno tožil državo za odškodnino za vsa 3 leta, ki jih je prebil v zaporu. Narobe svet. Golobova vlada je februarja letos obljubila, da bo kazenski zakonik v delu, ki ureja zastaralne roke, tudi popravila. Seveda je vse ostalo zgolj pri napovedih in obljubah, kot smo pri Golobovi vladi že vajeni. Nova Slovenija pa je takrat napovedala, da daje vladi Roberta Goloba 3 mesece časa, da zadevo uredi. Zgodilo se ni nič, minili so 3 meseci. Zato danes sami vlagamo novelo kazenskega zakonika in če bo sprejeta naša novela kazenskega zakonika, zastaranj v takih postopkih enostavno ne bo več. Kje je problem, zakaj se tukaj pravzaprav sploh gre? V Sloveniji pri kazenskih zadevah teče zastaralni rok ves čas. Profesor dr. Miha Šepec, predavatelj katedre za kazensko pravo Pravne fakultete Univerze v Mariboru, je dejal: naš kazenski zakonik je, kar se tiče zastaranja, katastrofalen. Zastaralni rok teče tudi, ko je zadeva na sodišču, ko je razpisana glavna obravnava, ko je vložena pritožba na višje sodišče in ko se zadeva vrne v ponovno sojenje na sodišče prve stopnje. In zadeva slej ko prej tudi zastara. Odvetniki in obtoženci si namreč ves čas prizadevajo in so jim zainteresirani za to, da postopek ovirajo na vse mogoče načine in uporabljajo tudi najrazličnejše procesne trike. Rešitev pa je na dlani, rešitev je tudi povsem enostavna. V kazenskem zakoniku je potrebno dodati zgolj en sam stavek. In sicer, ko se začne glavna obravnava na sodišču, zastaralni rok ne teče več. Ponavljam, ko se začne glavna obravnava na sodišču, zastaralni rok ne teče več. Pika. Identično je zadeva urejena tudi na področju civilnih zadev, ko je zadeva na sodišču, zastaralni rok ne teče. V Novi Sloveniji zato predlagamo dopolnitev 2. odstavka 91. člena kazenskega zakonika, ki se glasi: zastaranje kazenskega pregona teče do začetka glavne obravnave. Tudi specializirano državno tožilstvo v svojem letnem poročilu za leto 2023 opozarja na problematiko zastaranja na področju korupcije. Za večino kaznivih dejanj na področju korupcije veljajo 10-letni zastaralni roki. Gre za težka kazniva dejanja, kjer se je krivdo težko dokazati, odvetniki pa ponavadi dosežejo zastaranje z vložitvijo pritožbo na višje sodišče, če to ne uspe, pa zadeva prav gotovo zastara pri ponovnem sojenju. Profesor dr. Miha Šepec tudi opozarja, da ima zaradi kratkih zastaralnih rokov tožilstvo zvezane roke. Tožilci so prisiljeni, da se z obtoženci tudi pogodijo za priznanje krivde pod izjemno milimi pogoji kazni, zato pa so smešno nizke. Tožilstvo se namreč zaveda dejstva, da bo kaznivo dejanje v nasprotnem primeru zastaralo in se na koncu vseeno raje pogodijo za priznanje krivde, tako da se izreče vsaj minimalna kazen. NSI-jeva novela kazenskega zakonika bo trenutek resnice za slovensko politiko. Z zanimanjem bom spremljal, kateri poslanec
katera stranka bo podprla to spremembo, ki smo jo predlagali v Novi Sloveniji. Jasno se bo videlo, komu je v interesu v slovenski politiki, da se težka kazniva dejanja zastarajo. Komu je v interesu, da se ne dviguje pošta in komu ustreza, da v Sloveniji vse ostane točno tako, kot je.